pozdravljam na prvo nedeljo v mesecu aprilu, mesecu, ko zdaj že nekaj časa malo bolj da se posvetimo tudi vsemu, kar je zapisano, oziroma ne samo recimo naši knjižnici in knjižnim delom, ampak tudi kakšnim drugim oblikam. In zelo sem vesela, da ste z nami danes gospod Ljubo Motore in tudi gospod Majda, rojena Motore, sedaj Mrežar, ste pravi hčerka in sin gospe, ki je na današnji dan, oziroma v teh dneh pred 84 leti v Sevnici kot mlado dekle v svoj dnevnik zapisala besede, ki jih bomo v nadaljevanju tudi slišali. Ampak danes sem jaz tukaj za pozdravljanje, lepo pozdravim našega dragega prijatelja in kako bi rekli, člana muzejske družine že, Roberta Šopeta, ki je tudi en del pripravil. Lepo pa pozdravljam tudi našo mlado dijakinjo in sicer Injo Janežič, ki bo danes nekako se malo z branjem spomnila tega dneva pred 84 leti, ko je bila tudi nedelja, še takrat je bila tudi cvetna nedelja, danes je tiha nedelja. Ne bomo ravno tiho, oziroma bomo to nedeljo tudi malo popestrili z glasbo. Z nami sta dve glasbenici, profesorica Andreja Haber-Požar in njena učenka Ivana Lesinšek, se pravi Robert in mi smo danes nekako zamislili, da je violina, ta inštrument, ki ga bomo poslušali ob tem našem poznem popodnevu. In lepo vaju že prosim, da pridete, se pravi Ivana Lesinšek in profesorica Andreja Haber-Požar. Dobrodošli. Prva skladba bo pa iz zavezništva, bo Green Sleeves, stara angleška je to. Tako. Zdaj bomo pa poslušali besede oziroma prvi del iz dnevnika. Prosim, draga Inja, izvoli kar stopi pred nas. Dnevnik 1941. Na cvetno nedeljo, dne 6. aprila 1941, s kolikim veseljem smo vsako leto otroci pričakovali cvetne nedelje. Letos pa nas je že na vse zgodaj zjutraj vrgel iz postelje zvok za napad. Ura je bila pol sedem. Bežali smo v zaklonišče, vsi na pol oblečeni in zaspani.
Tam smo našli že nekaj ljudi, celo sinka od delovodje v pižami. Nad oblaki se je slišalo brnenje aeroplanov. Po znaku za razhod smo spred odšli domov. Ko sem pospravila po sobah in se brnenje aeroplanov. Po znaku za razhod... Ko sem pospravila po sobah in se oblekla za kmaši, so nas z Nado in Anico vsi svarili, naj ne gremo, ker nas lahko doleti napad in ne bomo vedele kam. Šle smo kljub prigovarjanju. Komaj smo zapustili hišo in smo šle skozi lesene barake. Že zaslišimo hromenje aeroplana. Nismo vedele, kaj naj storimo, ali se vrnemo, ali pa naj gremo dalje. Jaz sem predlagala, naj gremo kar v zaklonišče, ker bo vsak čas signal za nevarnost. In res smo jo udrle naravnost v bunker. Medtem pa nad našimi glavami leti eden bombnik in dva lovca, ki sta se vrtela okrog prvega. Tokrat smo bili torej že drugič v zaklonišču. Ura je bila 8:30. Po nevarnostih smo šle k maši. Nada je ostala doma, ker se je bala. Midve z Anico so šli pa na Radno. Po maši ni bilo nič posebnega. Popoldne smo bili že 4-krat v zaklonišču. Ves popoldan smo sedeli na hlodih in poslušali, kdaj zabrenči na nebu jekleni ptič. Naši so pa poslušali poročila po radiju. 2-krat smo gledali boj v zraku. Prvič, ki je bil nad zidanim mostom, drugi pa na bregu in loki. Močno so se slišali streli zidanega mosta. Mislili smo, da bomo tudi deležni tega blagoslova, pa so na našo srečo odleteli preko Zajčje gore proti Mariboru. Slišali smo tudi protiletalske topove iz Cerkelj pri Krškem, kjer so aerodromi. Strahom so pričakovali noči, ker je bil napovedan napad. Dolgo smo bedeli vsi, kar nas je v hiši. Sedeli smo zunaj na brunah, dokler ni začelo deževati. Potem smo pa šli domov spat. Hvala lepa. Dijakinja 2.C, gimnazije Novo mesto, Inja Janžič, ki pa je drugače Brežičanka, čisto blizu našega gradu, živi, je prebrala dnevnik mlade Lidije Jančič, kasneje poročene Motore, ki je bila približno toliko stara, nekakšno leto več, 18 let je bila stara, takrat v tem času, na ta prvi dan. Kot ste pa, verjamem, razumeli, se pa to odvija v Sevnici. Namreč družina Jančič se je priselila v Sevnico malo pred drugo svetovno vojno, živeli pa so čisto pri železniški postaji. Ampak kasneje boste lahko več tudi hčero in še sina vprašali. Sedaj nam bo pa ta dan predstavil tudi skozi vire in skozi zgodovinske oči Robert Šupe. Prosim, Robert. Hvala. Takole, torej dober dan vsem zbranim, zelo lepo vas je videti danes na tem slovesnem dogodku. Zgodovinarji ne moremo brez virov in tisti, ki smo še študirali, se spomnimo, da nas je profesor najprej vprašal, katere vire si prebral in če si jih znal našteti, smo se lahko naprej pogovarjali. No, danes sem vam pripravil tukaj 3-4 vire. Po mojem bo za današnji dan to kar dovolj. Odločil sem se za časopisne, torej za izvode takratnih časnikov Slovenski narod, Jutro in Slovenec. Pa bi vam predstavil, kateri so bili ti glavni naslovi na prvi strani v tem kritičnem času. Torej imamo takole, kralj Peter II. Sporoča, narod srbski, hrvatski in slovenski. Na to drugi napis, Nemčija napadla naše meje. Brez vsake naše krivde in brez vojne napovedi so nemške čete napadle našo državo, ki jo brani hrabra in junaška jugoslovanska vojska. In tretji napis spodaj, Nemci napadli tudi Grčijo. Seveda, to je bilo obenem. Jutro pravi, Nemčija napadla Jugoslavijo. Komanda Ljubljanske divizijske oblasti je objavila danes dopoldne. Davi ob 4 zjutraj je sovražnik napadel našo državo na 2 mestih, in sicer na slovensko-nemški in na bolgarski meji. Nikjer ni sovražnik prodrl na naše ozemlje. Na jugoslovansko-italijanski meji je mir. Prijateljska pogodba z Rusijo.
V soboto sta predstavnika Rusije in Jugoslavije podpisala v Moskvi prijateljsko in nenapadalno pogodbo med obema državama. Zakaj tako pozno? Jugoslavija je bila kraljevina, medtem ko je bila pa Rusija, torej je imela boljševiško oblast in kapitalizem in socializem nista šla nekako skupaj, tako da so se šele tik pred vojno nekako zbližali, vendar je bilo že prepozno. Angleži zauzeli Addis Abebo, ameriška pomoč napad tudi na Grčijo in Slovenec pravi proglas njegovega veličanstva kralja Petra II., narod srbski, hrvatski in slovenski. Predlagam, da preberem ravno tale del. Torej, kralj Peter II. Takole sporoča. Tebi, ki nisi nikomur napravil zla, niti ga nisi nameraval, je vsiljena borba za obstanek. V bojnem metežu, ki je dospel do tvojih meja, si se trudil, da ostaneš ob strani, ker nisi ničesar zahteval, razen življenja v miru, svobodi in neodvisnosti. Tudi je kraljevska vlada vse podvzela, da se ta tvoj mir ohrani. Toda sovražnik ni hotel miru in sodelovanja s teboj, temveč tvojo pokornost in po načinu, kakor je izvršen zahrbtni napad, je jasno, da hoče tvoje uničenje. Prisiljen, da braniš s krvjo svojo svobodo, jo boš branil, kakor si jo vedno branil. Kraljevska vlada, ki ni opustila nobenega ukrepa za obrambo države, bo bdela skupno z narodom, da se po vsod z največjim požrtvovanjem napravi vse najbolje, kar se more v tej borbi, ki nam je vsiljena. Lepo pozdravljam na prvo nedeljo v mesecu aprilu, mesecu, ko zdaj že nekaj časa malo bolj seveda se posvetimo tudi vsemu, kar je zapisano, oziroma ne samo recimo naši knjižnici in knjižnim delom, ampak tudi kakšnim drugim oblikam. In zelo sem vesela, da ste z nami danes gospod Ljubo Motore in tudi gospa Majda, rojena Motore, sedaj Mrežar, ste pravi hčerka in sin gospe, ki je na današnji dan, oziroma v teh dneh pred 84 leti v Sevnici kot mlado dekle v svoj dnevnik zapisala besede, ki jih bomo v nadaljevanju tudi slišali. Ampak danes sem iz tukaj za pozdravljanje, lepo pozdravim našega dragega prijatelja in kako bi rekli, člana muzejske družine že, Roberta Šopeta, ki je tudi en del pripravil. Lepo pa pozdravljam tudi našo mlado dijakinjo in sicer Injo Janežič, ki bo danes nekako se malo z branjem spomnila tega dneva pred 84 leti, ko je bila tudi nedelja, še takrat je bila tudi cvetna nedelja, danes je tiha nedelja. Ne bomo ravno tiho, oziroma bomo to nedeljo tudi malo popestrili z glasbo. Z nami sta dve glasbenici, profesorica Andreja Haber-Požar in njena učenka Ivana Lesinšek, se pravi Robert in mi smo danes nekako zamislili, da je violina, ta inštrument, ki ga bomo poslušali ob tem našem poznem popodnevu. In lepo vaju že prosim, da pridete, se pravi Ivana Lesinšek in profesorica Andreja Haber-Požar. Dobrodošli. Prva skladba bo pa iz zavezništva, bo Green Sleeves, stara angleška je to. Tako.
poslušali besede oziroma prvi del iz dnevnika. Prosim, draga Inja, izvoli kar stopi pred nas. Dnevnik 1941. Na cvetno nedeljo, dne 6. aprila 1941, s kolikim veseljem smo vsako leto otroci pričakovali cvetne nedelje. Letos pa nas je že na vse zgodaj zjutraj vrgel iz postelje zvok za napad. Ura je bila pol sedem. Bežali smo v zaklonišče, vsi napol oblečeni in zaspani. Tam smo našli že nekaj ljudi, celo sinka od delovodje v pižami. Nad oblaki se je slišalo brnenje aeroplanov. Po znaku za razhod smo spred odšli domov. Ko sem pospravila po sobah in se brnenje aeroplanov. Po znaku za razhod... Ko sem pospravila po sobah in se oblekla za k maši, so nas z Nado in Anico vsi svarili, naj ne gremo, ker nas lahko doleti napad in ne bomo vedele kam. Šle smo kljub prigovarjanju. Komaj smo zapustili hišo in smo šle skozi lesene barake. Že zaslišimo hromenje aeroplana. Nismo vedele, kaj naj storimo, ali se vrnemo, ali pa naj gremo dalje. Jaz sem predlagala, naj gremo kar v zaklonišče, ker bo vsak čas signal za nevarnost. In res smo jo udrle naravnost v bunker. Medtem pa nad našimi glavami leti eden bombnik in dva lovca, ki sta se vrtela okrog prvega. Tokrat smo bili torej že drugič v zaklonišču. Ura je bila 8:30. Po nevarnostih smo šle k maši. Nada je ostala doma, ker se je bala. Midva z Anico so šli pa na Radno. Po maši ni bilo nič posebnega. Popoldne smo bili že 4-krat v zaklonišču. Ves popoldan smo sedeli na hlodih in poslušali, kdaj zabrenči na nebu jekleni ptič. Naši so pa poslušali poročila po radiju. 2-krat smo gledali boj v zraku. Prvič, ki je bil nad zidanim mostom, drugi pa na Bregu in Loki. Močno so se slišali streli zidanega mosta. Mislili smo, da bomo tudi deležni tega blagoslova, pa so na našo srečo odleteli preko Zajčje gore proti Mariboru. Slišali smo tudi protiletalske topove iz Cerkelj pri Krškem, kjer so aerodromi. Strahom so pričakovali noči, ker je bil napovedan napad. Dolgo smo bedeli vsi, kar nas je v hiši. Sedeli smo zunaj na brunah, dokler ni začelo deževati. Potem smo pa šli domov spat. Hvala lepa. Dijakinja 2. C, gimnazije Novo mesto, Inja Janžič, ki pa je drugače Brežičanka, čisto blizu našega gradu, živi, je prebrala dnevnik mlade Lidije Jančič, kasneje poročene Motore, ki je bila približno toliko stara, nekakšno leto več, 18 let je bila stara, takrat v tem času, na ta prvi dan. Kot ste pa, verjamem, razumeli, se pa to odvija v Sevnici. Namreč družina Jančič se je priselila v Sevnico malo pred drugo svetovno vojno, živeli pa so čisto pri železniški postaji. Ampak kasneje boste lahko več tudi hčero in še sina vprašali. Sedaj nam bo pa ta dan predstavil tudi skozi vire in skozi zgodovinske oči Robert Šupe. Prosim, Robert. Hvala. Takole, torej dober dan vsem zbranim, zelo lepo vas je videti danes na tem slovesnem dogodku. Zgodovinarji ne moremo brez virov in tisti, ki smo še študirali, se spomnimo, da nas je profesor najprej vprašal, katere vire si prebral in če si jih znal našteti, smo se lahko naprej pogovarjali. No, danes sem vam pripravil tukaj 3-4 vire. Po mojem bo za današnji dan to kar dovolj. Odločil sem se za časopisne, torej za izvode takratnih časnikov Slovenski narod, Jutro in Slovenec. Pa bi vam predstavil, kateri so bili ti glavni naslovi na prvi strani v tem kritičnem času. Torej imamo takole, kralj Peter II. Sporoča, narod srbski, hrvatski in slovenski. Na to drugi napis, Nemčija napadla naše meje. Brez vsake naše krivde in brez vojne napovedi so nemške čete napadle našo državo, ki jo brani hrabra in junaška jugoslovanska vojska.
In tretji napis spodaj, Nemci napadli tudi Grčijo, seveda, to je bilo obenem. Jutro pravi, Nemčija napadla Jugoslavijo. Komanda Ljubljanske divizijske oblasti je objavila danes dopoldne, da ob 4 zjutraj je sovražnik napadel našo državo na 2 mestih, in sicer na slovensko-nemški in na bolgarski meji. Nikjer ni sovražnik prodrl na naše ozemlje. Na jugoslovansko-italijanski meji je mir. Prijateljska pogodba z Rusijo. V soboto sta predstavnika Rusije in Jugoslavije podpisala v Moskvi prijateljsko in napadalno pogodbo med obema državama. Zakaj tako pozno? Jugoslavija je bila kraljevina, medtem ko je bila pa Rusija, torej je imela boljševiško oblast in kapitalizem in socializem nista šla nekako skupaj, tako da so se šele tik pred vojno nekako zbližali, vendar je bilo že prepozno. Angleži zauzeli Addis Abebo, ameriška pomoč, napad tudi na Grčijo. In Slovenec pravi, proglas njegovega veličanstva kralja Petra II., narod srbski, hrvatski in slovenski. Predlagam, da preberem ravno tale del. Torej, kralj Peter II. Takole sporoča. Tebi, ki nisi nikomur napravil zla, niti ga nisi nameraval, je vsiljena borba za obstanek. V bojnem metežu, ki je dospel do tvojih meja, si se trudil, da ostaneš ob strani, ker nisi ničesar zahteval, razen življenja v miru, svobodi in neodvisnosti. Tudi je kraljevska vlada vse podvzela, da se za tvoj mir da se ta tvoj mir ohrani. Toda sovražnik ni hotel miru in sodelovanja s teboj, temveč tvojo pokornost in po načinu, kakor je izvršen zahrbtni napad, je jasno, da hoče tvoje uničenje. Prisiljen, da braniš s krvjo svojo svobodo, jo boš branil, kakor si jo vedno branil. Kraljevska vlada, ki ni opustila nobenega ukrepa za obrambo države, bo bdela skupno z narodom, da se po vsod z največjim požrtvovanjem napravi vse najbolje, kar se more v tej borbi, ki nam je vsiljena. Da gledamo mirno v bodočnost, zaupanjem v Boga in v njegovo pravičnost, nam jamči sloga, v kateri gredo Srbi, Hrvati in Slovenci v borbo z zavestjo, da gre za njihovo usodo, skupno in nedeljivo. Sile široke zajednice svobodoljubnih narodov, ki v tem času z nami skupno branijo ogroženo človečanstvo, morajo zmagati. S to vero naprej do zmage. Kralj Peter II. In še izjava kraljice Marije Karađorđević. Si malo pomagati. Takole pravi. London, 7. april, Reuters. Njeno veličanstvo, kraljica Marija, je včeraj na svojem domu zvedela novico o napadu Nemčije na Jugoslavijo. Kraljica je izjavila, da je žal, ker ne more biti pri svojem narodu v času hude preizkušnje. Dodala je, da trdno veruje v dober izid odpora jugoslovanskega naroda proti napadu in da zaupa v pogum jugoslovanskega naroda in v odločnost svojega sina. To bi bili nekak časopisi. Bi pa jaz po 6. aprilu poudaril še 2 aprilska datuma, če sem že pri besedi. 20. aprila pa domobranska vojska na Plečnikovem stadionu priseže Hitlerju, torej da bo zvesta Hitlerju. 26. aprila, na moj rojstni dan sicer, je bila ustanovljena Osvobodilna fronta v hiši književnika dr. Josipa Vidmarja, kjer so se sestali predstavniki nekaj političnih strank in kulturnih delavcev. To so bili Boris Kidrič, Boris Ziherl, Aleš Bebler za komunistično partijo, Josip Rus za levo krilo Sokolov, Tone Pfeiffer za krščanske socialiste, Ferdo Kozak, Franz Šturm in Josip Vidmar za slovenske kulturne delavce. Kot je povedal pozneje gospod dr. Josip Vidmar, izbrali smo pod časti in ne pod sodelovanja in ponižujočega udinjenja okupatorju, torej pod časti. Beseda čast se danes, se mi zdi, redko sliši, bilo bi fajn vprašati tudi mlade, kaj si pod to besedo predstavljajo, ampak mi starejši to besedo ne poznamo.
Predlagam, da zdaj slišimo eno pesem, ki jo bo zapel invalidski pevski zbor, partizanski invalidski pevski zbor. Pa prosim Andreja, če lahko samo, jaz sem dal na pauzo. Andrej, pa mislim, da sem par sekund zavrtel preveč, tako da poskusim, če lahko vrneš nazaj. Glasnost boš pa na levem velikem gozbu. Hvala lepa, da si nam dal ta okvir. A lahko te listi grejo okrog? Mogoče ne. Da lahko še kdo pogleda. Tako, če kdo želi še kaj drugega izvedeti. Pa nadaljujemo s pogledom dnevnika Lidije Jančič. Kako je bilo potem še naprej, nam bere dijakinja Inja Janžič. Jančič pa Janžič. Zanimivo, ne da. Ni na ključi, rečemo. Ne? Lahko, da ste celo v žlahti, ker ta ŽČ se hitro lahko spremeni v kakšnih matičnih knjigah. Ne? Ja. Torek, dne 8. aprila 1941. Dopoldne smo vsi pobirali z robce šit in prišli so tudi delavci z Žage ter pomagali poštovali. Prišli so uradniki z Žage in prinesli novice, da se Nemci približujejo Pragerskemu in da naši odstopajo. Ta vest je naša nekoliko potolažila. Povedali so tudi, da bo baron kupil novo steklo, ki bo kmalu prišlo in da bodo nažgali desk za pokrivanje, ki jih do sedaj ni bilo. Vse to nas je zelo potolažilo in nam dalo še iskrico upanja. Popoldne je bil dan signal, ker so letala 3 letela preko, a bila so naša. Iz Maribora so prišle lokomotive in so kurjači prenočevali v Sendvici. Povedali so, kako so v Mariboru pustili v zrak mostove in pa Črešjevski predor. Z zanimanjem smo jih poslušali. Povedali so tudi, da se nemške motorizirane čete približujejo Celju. Po našem trgu so morali ljudje pobrati vse hišne številke in jih zakopati v zemljo. Isto tudi napise ob cestah, da bi se ne mogel sovražnik orientirati. Vsi smo pričakovali, kdaj bodo tudi pri nas začeli bežati, kdaj bodo spustili v zrak še naše mostove. Hvala lepa. Zelo zanimiv zapis, ker je pač mlada Lidija verjela, da je konec vojne. Ne? Pa v bistvu se je vojna šele dobro začela, oziroma tako so takrat mislili. Robert, ponovno tvoj komentar in še nekaj drugih zapisov. Najlepša hvala, Milka. Spoštovani, torej v roki držim dnevnik Frana Saleškega Finžgarja, ki ga je on naslovil Leta mojega popotovanja. Torej, v njem je opisal vse, kar ve o svoji preteklosti. Vemo, da je umrl par let po koncu druge svetovne vojne, bil je še, mislim, da tudi vključen v vladi takratne Slovenije. No in živo se spominja, torej tudi on začetka vojske, ne samo v Ljubljani, pa tudi
tudi drugot, torej ima zelo dobre vire, ali pa zelo dobre podatke, ima tudi drugot iz drugih delov Slovenije. Tako je napisal. Še to, Franz Saleški-Finžgar je bil pisatelj, pesnik in tudi duhovnik. Maševal je v cerkvi na Trnovem, to je bila njegova cerkev. In mimogrede, tudi Ljubljana je bila med vojno bombardirana in ne boste verjeli, ena bomba je padla na Nuk, na knjižnico, druga je padla pa na Finžgarjevo hišo. To je bila ena nadstropna hiša, družina, ki je stanovala nad njim, je izgubila življenje, on je bil pa zelo, zelo hudo ranjen in so ga v Ljubljani dolgo operirali, predvsem je imel ogromno steklenih šarpnjev po telesu. Ampak je pot preživel. Takole pravi Finžgar. Začetek vojske. Ker je knez Pavel podpisal pristop k Osi, je v Beogradu završal puč. Pavel je moral odstopiti, regentstvo je prevzel mladoletni Aleksandrov sin Peter. Vlada v Beogradu je odredila vsesplošno mobilizacijo. Ob njej se pokazala popolna brezglavost generalitete. Vse je bilo mobilizirano. Voli, konji, vozovi, ljudje. Vole so gonili daleč iz južne Slovenije v Škofjo Loko, od tam pa Loško vprego na jug. Vse brez glave in organizacije. Vojaštvo in ljudstvo samo je bilo navdušeno in pripravljeno, da brani domovino. Saj je šlo vse polno mladine, zlasti dijaške, takoj v Zagreb, da se pridruži vojski. Hrvatska pa se je brž po začetku vojske razglasila za samostojno državo Hrvatsko in se otrgala od Jugoslavije. Zato so slovenske prostovoljce, legionarje pognali iz Zagreba, nekaj so jih celo postrelili. Srbska vojska oblast je naznanila, Slovenije ne bomo branili. Ukazano je bilo, naj takoj razstrele vse mostove, požgo tovarne, Trbovlje, vse tiskarne in sploh uničijo vse, kar bi utegnilo koristiti sovražniku. S Postojank so vsi oficiri zbežali. Vojak, ki je bil pri eni izmed utrp v Poljanskih ribih, mi je pravil, bojna črta proti Italiji je bila tako utrjena, da bi ob zadostni municiji in moštvu nobena italijanska miš ne predrla skozi. Ko pa ni bilo ob določenem dnevu nobenega k nam, smo poslali vojaka k Postojanki. Vrnil se in povedal, vse se razbežalo. Tedaj smo tudi mi zmetali ročne bombe po bregu proti Italiji in odšli. Podobno je bilo na Ljubelju. Nemci so ga varovali iz topi. 4 dni je grmelo, da se je tresel Tržič. Vojaki na položaju so telefonirali, nazadnje poslali kolesarja do komande, nobenega odgovora. Ko so izstrelili zadnji naboj, so se umaknili. Tako je bilo povsod. Brez odpora so nas oblastniki izročili okupatorjema. Hrvatje so se poklicali za lastno državo, a tam je bilo že vse prej pripravljeno za sabotažo. Slovenski stotnik v rezervi mi je povedal, poveljeval sem 180 možem. Prišli so v opankah, bosi ali v strganih čevljih. Ko sem zvedel za barako, kjer so bili zaklenjeni novi škornji za vojake, sem velel ulomiti. Škornji so bili novi, vsi pari lepo povezani, a nalašč levi z levim, desni z desnim. Torej sabotaža, 5. kolona. Ne? Kake težave, da so vojaki našli sparane škornje, sabotaža. Nemci so nas kar pregazili in razorožili. Samo te priče razodevajo. Dne 6. aprila je bil smrtni dan stare Jugoslavije. Taki dogodki niso bili samo v Sloveniji, tudi v Srbiji nič bolje. Ko je topništvo z dobrimi topi odšlo braniti Sotesko pri Timoku, zoper vdor iz Bolgarije, so za motoriziranimi topi vozili municijo z volovsko vprego. Ko so se na položajih odprli zaboji granat, so našli v mnogih namesto municije gnile pomaranče. 19. aprila me je obiskal rezervni častnik, Slovenec, ki je bil dodeljen pratežu v Banja Luki. Imel je 50 konj za prenos tovora. Med konji komaj 6 podkovanih, vse drugo boso. Po tovornih sedlih nič jermenja za navezavo tovorov,
Aktivni častniki so se vsi zbežali, za njimi še rezerv. Ostal je sam, razpustil je četo in po težavah se pretolkel domov. Banja Luka je največ trpela pod topovi četnikov. Da je bila armada s tako koruptivnim vodstvom za vsak najmanjši odpor nesposobna, je jasno. Oba okupatorja sta zavzela Jugoslavijo, kakor bi prišla na sprehod. Ljudstvo z vojaštvom vred je bilo zbegano, potrto do obupa. Med vojaštvom je delovala 5. kolona. Četo, ki je prodirala proti Metliki, so Hrvati sprejeli s strojnicami. Za njimi so bile že nemške kolone. Vračajoči se vojaki so trdili, da so videli mnogo padalcev, ki so dobro govorili slovensko, menda nemškutarski Štajerci. Ti so se pomešali med vojaštvo in hujskali, med komandanti nemorala. Umaknili so se od čet, popivali in ponočevali. Tako smešno britkega konca menda še ni doživela armada nobene države. Tega leta 1941 je bil župan Ljubljane dr. Hribar in italijanski okupator ga je poklical bil že v zelo visoki starosti, tam nekje proti 90 let, ki je bil zelo uspešen in priljubljen ljubljanski župan in Italijani so ga poklicali na razgovor in so rekli, ker je tako priljubljen, da ne ostane še kar naprej župan Ljubljane, on nima nič proti, dobival bo plačo že do takrat in tako. No, on je to seveda zavrnil, rekel je, da on si ne predstavlja, da bi bil lahko župan okupiranega mesta in ko se je vračal domov, je na Zmajskem mostu v Ljubljani zavil se v jugoslovansko zastavo in naredil samomor, torej skočil je v Ljubljanico. Tako da ni prenesel te tragedije. Hvala lepa. Tako nekako s tem delom smo prišli skoraj že do konca. Imamo še en glasbeni prispevek, ampak bi pa jaz najprej vseeno rada povabila tukaj k sebi gospoda Ljubota Motoreta in tudi sestro Majdo Mrežar, čeprav se nočete izpostavljati, ampak res velika hvala, da ste v bistvu dala nam in javnosti v roke te besede svoje matere, ki je danes, mislim, ki je od lanskega leta tudi na voljo v naši stalni razstavi. In tja se bomo odpravili po tej glasbeni točki. Tako da gospod Ljubo in gospa Majda, oba jaz pa šla, prijeta k meni, da bomo se, da bo kakšna fotografija. Ja. Gospod Ljubo Motore je zelo znan Sevničan,
mogoče ga poznate bolj kot fotografa in spremljevalca različnih dogodkov, zelo tak dober Facebookar tudi, ne? Bog me je. Je, ne? Vi pa ne vem, če ste sledite bratu. Sledite, ampak niste pa tako, ne, kot on, ja. Ja, nekdo, ženske smo vedno malo v ozadju, če smo sestre, tako pač to je. Res najlepša hvala in da smo vas danes lahko tudi zdaj gostili, pa boste potem še povedali vam tudi še nekaj. Tako, hvala lepa. Potem pa seveda tudi, ja. Najlepša hvala tudi naši dijakinji. Kako je bilo brati te besede? Mislim, izveš, kak je bilo v tistih časih, ker se mi zdi, da nimamo toliko podatkov o tem in je najlepše zanimivo mi videti to in slišati, kak je bilo. Ja, je bilo tako osebno, ne da? Ja. In zdaj bomo potem še vedeli, kaj je bilo pa še potem, ne? To so bili samo prvi dnevi. Hvala, da si vzela to popoldne tudi in prišla k sosedom, ne da? Uspešno naprej. Kot veste, je Robert tudi profesor na gimnaziji Novo mesto, tako da pač nekako on vedno spodbudi tudi svoje dijakinje pa dijake k sodelovanju. Potem pa imamo tukaj še danes eno posebnost, oziroma posebnost. Ne vem, nisem se nič dogovorila, zdaj sem se spomnila. Meri, boš kaj povedala o tem spisu svoje matere? No, lepo prosim. No, tako. Meri Žnidaršič, rojena Držič, je tako? Ja. Mama je bila pa rojena Cvetko, v Globokem. Tako, ja. Je ta dogodek spodbudil, da nam je prinesla eno pisemce, oziroma spis, oprosti, spis. Ja. Četrta šolska naloga. Moje misli o sedanji vojni. Prosti spis. V jeseni tega leta se je že pričela v nekaterih državah vojna. Prvi boji so se pričeli med Nemčijo in Poljsko. Nemci so to malo državico kmalu zasedli, ter si jo razdelili z Rusijo. Kmalu zatem pa so Angleži skupno s Francijo napadli Nemčijo. V teh državah trajajo še sedaj krvavi boji. Tudi v Aziji je skoraj večna vojna med Japonsko in Kitajsko. Ta vojna bo še veliko hujša, kakor je bila svetovna vojna. Svet se je veliko bolj pripravil v zraku in na morju. Naša država je sedaj še nevtralna, če jo kdo napade, se mora braniti. Več pa sedaj o vojni ne morem misliti. V Globokem dne 14. decembra 1939. Spis je pa dobil oceno prav dobro, ker je bilo premalo. Najlepša hvala. To je bilo pa res lepo, ne, da kako je prav, da spoznamo tudi take zgodbe, ne. In hvala lepa, Meri, da si nam prinesla in da smo lahko te tudi tako uporabili, bom rekla. Dobro, zdaj pa bomo še poslušali skladbo naših gosti iz Glasbene šole Brežice. In sicer ponovno duo violin, se pravi profesorica Andreja Haber-Požar in Ivanda Lesinšek. Gre pa za duo 7 opus 38, avtor Mazas dus petit dus. Nekaj takega, ne da. Izvolite.
razstavi pod 9 zastavami Posavje 1900-1990 in trenutno smo v prostoru druge svetovne vojne. V dnevnik, ki smo ga danes poslušali prvih 5 dni, smo ga lansko leto umestili v ta kotiček noter, pravkar gospa Majda uživa v poslušanju dnevnika svoje mame in pa na tablici se da dnevnik, tudi je digitaliziran in se ga da, kako se reče temu? Listati. Digitalno listati, tako. Jaz bi gospoda Toreta malo izvala, da deli malo spominov na svojo mamo, mogoče na njena pripovedovanja, čeprav vem, da ni veliko pripovedovala, ne? Pa bomo potem še gospod Majdo malo izvali, ko bo nehala uživati v poslušanju. No, se kaj veliko pravzaprav ni zapovedati. Starši so nas čuvali pred temi spremembami. Niso nam govorili. Bile so na razpolago slike, teh fotografij, starih je ogromno, ampak pogovarjali se potem nismo. Edino to vem iz tistega časa, namreč treba je vedeti, da je na Sevnicu bilo v letu 1944 pa 1945 upravljenih 22 letalskih napadov na postaji. To so v glavnem zavezniki, Južnoafričani, Angleži. Dnevno so leteli pa ropotali po vagonih in lokomotivah. No in naši so stanovali dobrih 100 metrov proč. Vsi avioni, ko so šli nad hišo, par metrov, so že streljali. Oni so imeli pa veliko vrtnarijo. Vrtnarija, veste, da imajo glasshouses, se pravi steklenjake, in to je bilo, kot je prebrala, ta prvo stočo uničeno, pa kar so popravljali, pa vse, ki je s postaje letel po lovcu, vse uničeno. No, v glavnem, oni so nekajkrat takrat še bežali v kako zaklonišče, pa so se pa prestavili na Lukovec, ker enostavno niso mogli zdržati. Reminiscenca se je pa pojavila leta 1991 pri mami. Vsi veste 91. alarm, ki je bil za zračni napad na Slovenijo. Jaz sem bil slučajno takrat doma, ker sem imel otroke pri mami, da jih je čula, jaz sem bil v teoriju. Ampak slučajno sem bil takrat doma, ko je bil alarm, in ko se je alarm začel, je mama živčen zlom dobila. Jaz smo predsvedeli, zakaj ne. Težko smo jo umirili, še moža očeta ni imela doma, je bil nekje v zdravilišču, takrat smo se potrudili, da smo jo nekako sebi spravili, ampak čist pobrala se pa ni nikoli več kot tisto. Pokazali se je pa tako, mi smo šli v klet, ko so naročili, ona pa ne. Ona je šla za hišo, je rekla, ne grem, in to je bilo to. To je čist. Skratka, če doživiš tojk med vojno, sej, kaj drugega v Sevnici ni bilo, ker v Sevnici bitk ni bilo, to je bilo to, kar se je dogajalo, te zračne napade, ampak ker so oni, takrat okoli postaje ni bilo velikih, namreč bile eni redkih, ko so to dnevno doživljali čisto blizu. Jaz upam, da kaj takega ne bo več, ker doživljamo pa vse sorte. Sam, da se ne bi komu zdajle za hip možgani zastavili za par stopinj. Bog ne daj. Hvala vam vsem. In hvala vam, da je to lepo. Da je rekel, da se pomni pripovedovanja očeta, no pa da je še ti povej. Kako je bilo po Brežicah na ta dan? Moj oče je bil star takrat 9 let, in je rekel, da je na cvetno nedeljo zjutraj šel zajce krmiti, in takrat so se avioni zaslišali. In to je njegov bil spomin, ki ga večkrat ponavljal. Ni pa govoril, sem bil zdaj Alenki omenil, ni pa govoril o tem, da bi potem bilo zelo slabo vreme ali kakšen sneg, tega nisem nikdar o njem slišal od njega.
toče, recimo, če je bila v Ševenci, ni nujno, da je bila Brezca, ne, ampak sneg pa bi znal piti, ampak nisem nikdar tega še slišal, no, da je bilo tako izrazito slabo vreme potem, ne, naslednje dni, tako kot je vaša mama opisovala, ne. Drugač pa oni so potem to doživljali tudi tako, ko je bilo potem naprej nekaj predstavljeno nam, ne, najbolj so bili veseli, da je bilo vojne konc, ne. In tudi te nemške vojake so občudovali, ne, ker so bili izredno lepo opremljeni, ne, in konje so imeli in ne vem kaj vse je lepo, in ljudi je to navdihnilo z neko spovarnostjo, ne, da bo tako kot v Nemčiji, ne, tako, ne, tako so to dojemali, no.